Danes mineva natanko 30 let od prvih svobodnih, demokratičnih, večstrankarskih volitev v Sloveniji po drugi svetovni vojni. Volili smo v zbor občin, družbeno-politični zbor in zbor združenega dela. Prav tako so bile tudi volitve predsednika in članov predsedstva Slovenije in 12. aprila tudi lokalne volitve. Na parlamentarnih volitvah je zmagala demokratična opozicija Demos in z Demosovo vlado pod vodstvom Lojzeta Peterleta smo tudi vodili aktivnosti za osamosvojitev Slovenije, v katere smo vključili v največji možni meri tudi predstavnike opozicije. Slovenska ljudska stranka je takrat kot Slovenska kmečka zveza imela največje število vseh delegatov v vseh treh zborih izmed vseh Demosovih strank. Sam se spominjam kot vodja poslanske skupine, največje v Demosu, kako so številni naši člani kot takrat še delegati v družbeno-političnem zboru, zboru občin in zboru združenega dela vztrajno in dosledno zagotavljali polno in aktivno prisotnost, ustvarjalno delo in veliko mero državotvornosti, s katero se je zagotovilo, da smo kasneje po izglasovanem plebiscitu za samostojno Slovenijo tudi lahko sprejeli vso potrebno zakonodajo, zato da je osamosvojitev Slovenije tudi lahko bila izpeljana. Ob 30-letnici prvih demokratičnih volitev smo danes priča tudi novemu upanju, novemu pričakovanju, da bo z novo vladno koalicijo in novo vlado možno narediti nekaj od tega, kar Demosu ni uspelo. Tako na področju enakosti občanov pred zakonom, na področju odločnega spopada s korupcijo pri javnih naročilih, na področju infrastrukture, zdravstva, da bo možno vzpostaviti način delovanja, ki bo vse sposobne, izkušene in predvsem vse, ki so pripravljeni delovati v skupno dobro, vključil tako ali drugače v soodločanje o najpomembnejših stvareh za prihodnost države in ljudi, ki tu živimo.